Ta neka floskula, delamo za ljudi, ne za kapital, jaz je nikoli ne razumem. Ali gledamo, recimo, ko razmišljamo o človeku in stanovanjski problematiki in govorimo, da ljudje potrebujejo seveda streho nad glavo, a je ta streha kapital ali ni kapital? Torej, ali za človeka, ko želimo poskrbeti, potrebuješ seveda poskrbeti tudi s kapitalom. In enako je v podjetjih. Če se demonizira kapital, potem pomeni, da demoniziramo tudi delovna mesta, ker ta delovna mesta so odvisna od kapitala in kapital je odvisen od delovnih mest. Kadarkoli politika se postavi samo na eno stran in ne razume, kako so stvari med sabo povezane ali ne želi razumeti, potem se pravi, pridemo v neko skrajnost, ki ima zelo negativne posledice. In te smo lahko videli v tem, da je, kot je bilo rečeno, konkurenčnost slovenska ali je padala, ali je stagnirala, skratka nikakor nismo napredovali in lahko smo gledali druge države, ki so bile še leta za nami, bistveno za nami, kako v bistvu hitreje zmanjšujejo svoj recimo zaostanek do nekega povprečja Evropske unije, pa že Evropska unija ni strašno visoko recimo po ravni konkurenčnosti. Bi rekla, da če ne bi prišlo do neke take jasne želje, da se stvari vendarle postavijo na neko mesto, kjer lahko računamo, da se bodo izboljšale v prihodnosti, bi pravzaprav verjetno kar zgubljali spet kar nekaj časa. Tako kot je bilo rečeno, prejšnja vlada res ni imela posluha za gospodarstvo, ni ga želela imeti.